O fintechu bo za Bloomberg Adrio govoril Marko Rant, predsednik uprave družbe Borza terjatev. Pozdravljeni, gospod Rant. Dobro jutro, hvala za povabilo. Zdaj, kako razvito je področje fintecha v Sloveniji, kako konkurenčni so slovenski ponudniki tovrstnih storitev? Fintech v Sloveniji je že precej dobro razvit, kljub temu, da mogoče se o tem ne govori toliko veliko. Vsekakor je napredno na področju mobilnih denarnic, tako kot ste omenili, recimo primera sta mBills in Valoo, ki imata že precej uporabnikov in sta kot taka tudi plačilni inštituciji. Potem same banke so tudi naredile nekaj korakov naprej, recimo Bankart je razvil ta instantni plačilni sistem Flik, ki omogoča plačila za fizične osebe kadarkoli, torej za takojšnjo poravnavo. Zdaj v tem trenutku se uvaja tudi infrastruktura za tako imenovani open banking po PSD2 direktivi. Sicer so pa tudi druga področja bila v Sloveniji precej izrazito razvita, recimo na področju kriptovalut se je pred leti še posebej precej dogajalo. Kar se tiče pa samega financiranja, pa recimo v Sloveniji obstajata dva pola, torej na recimo potrošniškem financiranju je precej razvit ponudnik Linpay, kar se tiče mikrofinanciranja spletnih nakupov. Na področju peer-to-peer financiranja podjetij pa recimo primer Borza terjatev, kar počnemo mi. Boste lokalni igralci tudi dobičkonosni ali bomo v prihodnosti nekaj na dolgi rok videli samo globalne igralce, kot sta Google in Apple, ki imata lastne digitalne denarnice, ogromno bazo podatkov, veliko kapitala? Jaz mislim, da tu je vedno vprašanje posamičnega poslovnega modela, pa seveda zagotoviti dovolj velik obseg oziroma ekonomijo obsega za doseganje neke točke dobičkonosnosti. Zdaj, kar se tiče posameznih drugih ponudnikov fintecha, težko sodim. Zdaj na Borzi terjatev mi sicer se še zmeraj klasificiramo kot majhna družba, ampak smo pa to točko dobičkonosnosti v bistvu že dosegli. Kolikšen je vpliv fintecha na poslovanje bank? Koliko ljudi uporablja tovrstne storitve? Na drugi strani bodo klasične banke, zaradi neobank, kot je Valoo ali pa M26, spremenile svojo vlogo mogoče? Na kak način? Mislim, da vedno več. Odgovor je vedno več, sicer je zelo odvisno od posameznih področij, torej zelo popularen je fintech, predvsem na tem potrošniškem delu, recimo te digitalne denarnice so zelo široko razširjene, predvsem med mladimi. Tudi recimo sistem Flik za instantna plačila. Kar se tiče samega kreditiranja, je tega verjetno še manj, torej tam še zmeri primarni ponudnik in tako bo verjetno tudi ostalo so banke, ker je to njihova osnovna aktivnost, ampak vseeno na tem področju se veliko dogaja, torej alternativni ponudniki financiranja obstajajo in tudi rastejo za tem trgom. Tako da v bistvu lahko rečemo, da na nek način ste zapolnili neko tržno nišo, ne? Vsekakor. Mislim, na Borzi terjatev verjamemo, da absolutno obstaja potreba in niša za tovrstne ponudnike financiranja, kot smo mi. Torej, banke se zelo soočajo z velikimi izzivi, kar se tiče predvsem mikrofinanciranja podjetij, zaradi vedno večje potrebe po agilnosti, prilagodljivosti, hitrosti, kar je pa z vidika nekega večjega sistema, reguliranega sistema, kot je banka, vedno težje dosegati takšno agilnost in hitrost. In na tem področju je ravno priložnost za take ponudnike fintecha, kot smo mi. Podobno velja pa tudi na področju recimo potrošniškega financiranja. Koliko pa te storitve uporabljajo poslovni uporabniki? Kakšen je trend na tem področju? Je torej vedno več. Zdaj spet lahko govorim za Borzo terjatev. Mi imamo približno 300 poslovnih uporabnikov. Od začetka, konec leta 2015, smo preko naše BT platforme, ki je v bistvu peer-to-peer platforma za financiranje podjetij, zagotovili že približno 435 milijonov evrov sklenjenih poslov za kratkoročno financiranje podjetij. V redu, najlepša hvala za pogovor, veliko uspeha v prihodnje na tem področju. Najlepša hvala in še enkrat hvala za povabilo. O fintechu je za Bloomberg Adrio govoril Marko Rant, predsednik uprave družbe Borza terjatev. Ključna ugotovitev je morda ta, da je področje pred veliko ekspanzijo. Slađano možemo ustanoviti, da fintech donosi dobre biznis mogućnosti i u Sloveniji.